Ne bomo. Tega ne bomo naredili, pa čao. To počne non-stop. Napada, skozi tudi napada, on je skozi, vsaka njegova izjava, vsaka njegova replika je revolucija, je neki nasilo, ne pozabite si ure nastaviti za 100 let nazaj. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Pa tudi spoštovana gospa predsednica, gospoda nadškofa Damir Črnčec in Tina Gaber. Medtem pa se sprašujemo, kako bo prisega Donalda Trumpa vplivala na svet, kaj prinaša prestop vohunčka Murčija iz državnega v paradržavni biznis in kako dolgo bo koalicija še skupaj, potem ko so v Socialnih demokratih in Levici ministru Poklukarju odtegnili svoje glasove. Slovenija je medtem odeta v črno, ker žalujemo za 3 velenjskimi rudarji. O vsem tem in še čem z najnim današnjim gostom, publicistom, TV voditeljem in filmskim kritikom, ki nedvomno vzbuja močna čustva, takšna in drugačna na obeh političnih polih. Marcel Štefančič junior, dober dan. Hvala za ta uvod, Živjo. Sva pa midva danes bolj v kategoriji junior, če se malo poklical. Sta. Marcel, prvič na safariju? Prvič na safariju. Ampak je domače, ne? Ti imaš oranžen fotelj, midva pa oranžno ozadje. Malo me imitirata. A veste, odkot je tisti fotelj, motel? Tisti je citat, filmski citat. Tisti je citat Trumanovega šova. V takem stolu sedi Ed Harris, ta veliki režiser reality šova. In ti stol, ne povem še enkrat, ti stol je umetnina. Ti stol ni za sedeti. Ti stol, če bi se nazaj naslonil, bi tako sedel. Zato bi rekel, edina stvar, ki mi je preostala, da sem šel tako sedeti. In tako je nastala ta moja spontana, ta moja drža, za katero vsi mislijo, da je, ne vem, blazno naštudirana. Ne dvomim pa, da je bil ta stol tvoja želja, ne glede na afiniteto do Hollywooda, ne? To je Igor Zupe, režiser, ki sicer ni posnel nobenega celovečerca za kino, ampak je posnel vse v svoji glavi, je na tak način lahko posnel, bi rekel, remake. Se pravi, te je RTV prisilil pravzaprav v to ikonično držo. Kot običajno in nič vedel o tem. V medijskih vodah si še posebej postal kontroverzen po tisti izjavi, mislim, da dobri 2 leti nazaj, 2,5, jebeno več nas je kot njih, njih je ene par in točno vemo, kateri so. Jaz moram iskreno reči, da mi mogoče na moje razumevanje novinarstva mi ni sedla najboljš, in sem se malo takrat spraševal, nasplošno se to doskrat, tudi zdaj sprašujem, a se moramo novinarji, ki nas je v Sloveniji tudi zdaj vseh skupaj ene par, res tako deliti med sabo. Po drugi strani... Mirko, te lahko prekinem, glej. Moja izjava je takrat letela, je bila izrečena na, bi rekel, tem skupščini oziroma na shodu, bi rekel, uslužbencev televizije, tam novinarjev z televizije. Začelo se je dogajati vsem to, kar se dogaja tudi meni. Meni se še nikoli ni dogajalo to, da me je skušala urednica prepovedati, koga ne imam v oddaji, katerega komentatorja, katerega novinarja sme imeti in katerega ne. In tako naprej. In moja jebeno več nas je letela na tanko to. Mislim, ker so vsi jamrali, kaj ne naredimo. Se pravi, več nas je politično na eni strani, ampak... Trije politično nastavljeni vas bodo zdaj terorizirali vse, leve in desne. Ker da te televizijo, oprosti, da ne bi mislil, da je tam sam Jože Možina prihaja iz desnega bazena. Lepo te prosim, come on. Ta televizija ne bi nikoli zdržala, če bi samo en prihajal z tega bazena. In te televizije v resnici ne bi tako primer pustili, če bi samo en prihajal z tega bazena. Ne, ta televizija je dost uravnotežena. Hotel sem nadaljevati tako, da karkoli si kdo mislil o tej izjavi, si bil tako ena od najnih prvih misli, ko so bile novembra se bližale ameriške volitve. Vemo in preko literature, filma in preko politike je dejansko Amerika v fokusu tvojega nekega mišljenja, raziskovanja. Zato mislim, da bo tudi ta tvoj uvodni pozdrav v bistvu predsednici in obema nadškofoma nos nekoliko teh ameriških manir. Mene Amerika fascinira, tako kot je Marksa fasciniral Kapital. Torej, Marx, zakaj je napisal Kapital? Zato, ker ga je tako fasciniral, nišče ni bil tako fasciniran nad kapitalizmom in kapitalom kot Karl Marx. In jaz sem fasciniran nad Ameriko, ampak hkrati moraš biti pa blazno kritičen, ker nasprotno te požre, kot prvo te požre, ker Amerika je narejena, zato da te požre, da te pokonzumira. In moja stara ideja je ta, da vsi mi
vsi mi, Evropejci, pa še, pa i šire, ne, bi morali imeti volilno pravico v Ameriki. Zato, ker ima Amerika tak blazen vpliv, tak blazen vpliv, mislim, na nas Slovenija ne vpliva tako, kot vpliva na Slovenija ne vpliva tako, slovenski politiki ne vplivajo na Slovenijo tako, kot vplivajo Ameriki. Zdaj, da midva, tako kot si se izrazil, požreva ta uvod, ne, pa da gremo polo substanco. Hvala, da si prišel. Izkušnje so namreč take, ne, predvsem odkar imamo svobodo z veliko in z malo. Nikoli ne veš, kdo bo vesel vabila, kdo ga ne bo. Moraš pasti. Ampak to, da bo jasno, tisto je letelo takrat, ni letelo na to, kar si ti... Več nas je levih kot desnih. Letelo natanko na to, ti trije, ko so bili zdaj postavljeni tja, zaradi teh tri boste zdaj vsi na kolena padli in se bali in jokali in nič ne naredili. Uprite se, ker je tik pred mano, to je bila moja navezava na izjavo, ki je bila dana prej, Nataša Štefe je povedala, kako so se na radiju temu uprli. So rekli, tega ne bomo naredili, pa čao. In niso tega naredili in je bilo, in je šlo mim. Tle so se pa takoj udali. In moja izjava ta, a se boste zdaj predali trem. Jebeno več, s tem sem jaz mislil, s tem jebeno več, ne samo... Zaposlenih. Pa ti je mogoče žal, da tudi s tem uporom pravzaprav nekako Robert Golob tako posledično pomagal, da je ta upor pomagal Robertu Golobu do te velike zmage. Ne? Koga? Recimo, ne vem, Asta Vrečko, Robert Golob so si ta upor, ne, ki je bil znotraj RTV-ja, skušali politično sprivatizirati v bistvu. Ja, zdaj, politiki, ne, jaz mislim, da to je del tega, pač zgrabijo vse, se tudi zdaj grabijo vsi grabijo vse, se so ko, ti gobe, ne, vse pobirajo, vse posod, zato tudi potem na koncu niso tako čisti, kot se ne predstavljajo, mislim, politično čisti, ne, zmeri so pol sestavljeni, zdaj, vsi so tako fotoroboti, ne, zdaj vsak se predstavlja kot vsi skušajo biti čim bolj čisti. Zdaj imamo metaforo goba, druga, ki meni pride na misel, ko sem neki šraufal po avtu, zračni filter je ponavadi umazan, ne, ko se pobere. Evo, ta ponedeljek Ta ponedeljek sem te gledal, ne, kako si po inauguraciji imel ta uvodni nagovor in si se vprašal v bistvu tako, ne, citiram, zakaj so vsi s predsednikom vlade Robertom Golobom ured tako blazno želeli, da bi jih Trump povabil na inauguracijo, le zakaj vraga. Predtem te je bilo nekako razumeti, ker si citiral tako misel, ne, da vidiš tudi ti sam Trumpa kot fašista. Torej je Trump fašist. Ja, zdaj... Federico Finkelstein, ta argentinski sociolog, je napisal knjigo Wannabe fašizem, skratka, pseudofašisti, wannabe fašisti. In on je tja uvrstil tudi Trumpa. To so te fašisti, ki ne upajo biti fašisti, te fašisti, ki so na pol fašisti, ti fašisti, ki pravzaprav rušijo demokracijo, jo prirejajo, jo zvijajo in tako naprej, delajo se, ampak ne upajo do konca. Zmeri se ustrašijo, ker pomislijo, če bom to naredil, bojo rekli, da sem fašist, zdaj pa bojo istovetili z holokaustom, pa tako naprej. Ne morem biti fašist, ker fašizem je holokaust. Jaz bi sicer holokaust, sam da se ne reče holokaust. Jaz bi lahko ne jude, pa lahko muslimane, lahko une priseljence iz shitholes, kako on pravi. Skratka, tle pri Trumpu je situacija zelo taka, da bi rekel, si rečeš, on paše sem noter in če gledaš, bi rekel, kaj počne, od tega, da straši pred ljudi, pred zastrupljanjem čiste ameriške krvi, s tujo krvjo, do militarizacije družbe, do laganja in tako naprej. En kup stvari je, kjer on potez, taktičnih potez, taktik, metod, s katerimi ker on imitira Mussolinija, Hitler, direkt citira. To počne non-stop. Napada, skozi tudi napada, on je vsaka njegova izjava, vsaka njegova replika je revolucija, je neki nasilo. A je potem Kamala Harris recimo v kampanji bila zelo podobna retorika, ne? Jaz nisem, v tem kontekstu se mi ni zdela bistvena razlika recimo, ne? Kamala Harris ni. Trump ima vse to, on na vseh ravneh imitira to. In je problem v tem, da, zdaj imamo mi ta silni problem, ne? A bo Trump spremenil svet? Svet je že spremenjen. Če ne Trumpa sploh ne bi bilo. Ta svet je že spremenjen. In problem je v tem, da se vse blazno hitro
normalizira. Ti imaš, bi rekel, vsi ni treba sam v Ameriko ti hoditi. Ti imaš tle v Evropi izredno lep primer svobodnjake v Avstriji. Svobodnjaki, ko so prišli v vlado leta 2000, svobodnjaki, samo v vlado so prišli, niso jo vodili, samo prišli so. Je bila vsa Avstrija na cestah, množični protesti, Avstrija pod embargom, sankcije so uvedli proti Avstriji, zaradi tega, ker so prišli svobodnjaki, pseudofašisti v vlado. Danes svobodnjaki bodo v Avstrijo vodili, nihče niti pisne ne več. Trump pred 8 leti, leta 16, če bi govoril te stvari, ki govori danes, bi vsi ponoreli. Če bi takrat ta prva stvar, ki bi jo naredil, da bi rekel, zdaj bom pa deportiral vse, 11 milijonov jih ven, od zdaj naprej bo ta samo 2 spola, Mount Kinley bom preimenoval v Benali nazaj, pa Mehiški zaliv v Ameriški zaliv. Bi se jim zmešali. Ulice bi bile polne, tako kot leta 16 so bile polne. Si pa tudi sam, novembra si bil, v času volitev si bil v ZDA, ne? Nobene reakcije ni več, nobenega odziva ni več, zato ker se vse tako blazno hitro normalizira in vidimo v realnem času, tako reč v laboratorijskih pogojih, vidimo, kako je prihajal fašizem v 30-ih in zakaj takrat niso reagirali, ker se je tudi takrat vse tako sproti normaliziralo, da nihče niti razlike in bo vse postajalo, normaliziralo se je postajalo sprejemljivo in tako naprej. In tudi Trump je zdaj nenadoma za cel svet sprejemljiv. Ampak kaj pa recimo, mislim, če pogledamo z druge strani, ne? Recimo to, da sta spola 2, ne? Ja. To bi bilo še 10-20 let nazaj nekaj najbolj čudnega, da sploh kdo reče, ker bi bilo normalno vsem, da sta spola 2. Ne, Peter, dobrodošel v 21. stoletju. No, vem, ampak hoče reči... Čas gre naprej, čas se je spremenil, Peter, čas se je spremenil. No, šli smo naprej, tudi ženske niso več doma, ne? Ampak mislim, pač hoče reči to, da to je bilo skozi celotno zgodovino nekaj najbolj normalnega. Ne? Tudi recimo to, da se recimo... A je bilo? Ja, ni bilo. A je bilo tudi normalno, da je bila ženska doma skozi, da je bila ženska, da niso smele v šolo, da niso imele volilne pravice. Ampak od tega do tega, kjer smo danes, je velik korak. Na neki točki smo prišli do tega, da so ženske dobile najbolj normalna stvar je bila, da so bile ženske volilno pravico. Vem, ampak potem, če bi šel to, da sta spola 2, potem smo živeli v fašizmu praktično celo zgodovino. Peter, svet se je spremenil, svet je šel naprej. In zdaj, s Trumpom, je pa to, ne pozabite si ure nastaviti za 100 let nazaj. Ne pozabite si ure in še enkrat ponovim, vprašanje, a bo Trump spremenil svet? Ne, svet je že spremenjen, zato je bil pripravljen na Trumpa. No, ampak ravno Trump je pomagal ta svet spremeniti. Ja, ali pa so ravno te spremembe šle predaleč, pa je potem zaradi tega so ljudje... Mislim, verjetno je deloma Trumpova, s tem se bomo najbrž strinjali, verjetno je deloma ta govorica njegova, ki se strinjam, da je tako, kot si rekel, agresivna, napadalna, revolucionarna. Tudi odziv na to, da smo pa vendarle v tej napredku, kot mu ti rečeš, prišli do skrajnosti, 75 spolov, kar je pa že tako malo science fiction, ampak bil si novembra v ZDA, takrat v času volitev, drugače bi se že v tistem času verjetno videli tukaj, in si tudi sam ocenil, da pa bo zmagal. Zakaj si tako ocenil? Zakaj, če ponovim tvoje besede, zakaj za vraga si tako ocenil? Zakaj za vraga? Zato, ker se je svet spremenil, že tako, da je preprosto vse postaja sprejemljivo. Ta, rekel, oblika pseudofašizma postaja pa prosto sprejemljiva. In zdaj Trump, kaj bo zdaj Trump naredil? Kaj misliš, da bo naredil Trump? A misliš, da Trump zaletava se, ampak prav na ta Mussolinijevski način se zaletava vse. Ampak kljub temu nor pa ni. Tako da on bo pogledal, pri katerih izmed teh topik, ki jih je zdaj odprl, zdaj bom sprememb velikih, ki jih prinaša, kjer mu najbolj kaže, kjer sondaže kažejo dobro, tam se bo lotil. Imigracije, to, za kar vidva navijata, 2 spola in ta izolacionizem. To so 3 točke, kjer mu kaže dobro. Kjer sondaže kažejo njemu v redu. To, tle se večina Američanov strinja, da je treba tle nekaj narediti. Ja? Ampak pazi, tle imaš pa pol drobni tisk. Kaj je drobni tisk ponovadi? Drobni tisk je realnost. Kako bo to? Veš, ti lahko rečeš, zdaj bomo mi deportirali 11 milijonov
ljudi, priseljencev, jih bomo deportirali. Zdaj, že to na papirju zveni fajn, populistično, super za vse te, bi rekel, za to skrajno desnico je to, kumi čakajo. Ampak, ko boš pa to gledal ti v živo, kako bo izgledalo to, ko bodo morali 11 milijonov ljudi, pa tudi če bo morali samo 1 milijon, ne 11 milijonov, 1 milijon deportirati iz držav, kjer, bi rekel, guvernerji, vlada, lokalna vlada, lokalna policija, lokalna nacionalna garda ne bodo hoteli sodelovati, se bodo uprli in bo to, kako brutalno bo to, ko bodo trgali ljudi narazen, družine narazen, kako jih bojo lovili. Zdaj imaš ti v Ameriki že, imaš to, da se ljudje skrivajo, te priseljenci, te, ki bojo s papirji težave, pa so tam že nekaj časa, se skrivajo, se selijo iz stanovanja v stanovanje, skratka, tam imaš zmeri večji kaos. Takoj se začel, prvi dan se začel in to bo izgledalo brutalno, to bo izgledalo brutalno, to bo izgledalo grozen in zdaj tako z tega PR vidika bo to izgledalo grozen. In bi rekel, prosti, zgledali bo tako, ena med verzij kristalne noči bo to zgledali. Zdaj, a hočemo to? Ja, hočemo, ampak, glede na to, kako se vse skupaj, vse te, bi rekel, vse te fašizacije, kako se vse to normalizira, kako se to sproti, vse postaja sprejemljivo, kako gre eno v drugo. Tudi, a lahko še nekaj rečem? Trump, zakaj pa misliš, da je Trump zdaj 100 teh izvršnih ukazov hkrati podpisal? Dobesedno tsunami zasuje, tako da dobesedno vsi, niti ogorčen ne moreš biti, niti protesta ne moreš, ker ne moreš proti čemu, kaj zdaj? Ljudje preprosto sprocesirati ne morejo vsega tega in to je ta stara finta, v kateri je, veš, bi rekel takrat... No, sploh ne morejo po Bidenu, ne? Ne, seveda ne, pa Karl Rove, se spomnite, ki je Karl Rove, ki je takrat New York Times Magazine, ki je ta ameriški novinar napisal, ki je srečo, ni Karla Rova, tega svetovalca, Georgea Busha, ki so mu si rekli možgani Georgea Busha, ne, Karl Rova sicer tistem tekstu ni omenil, ampak ne bil Karl Rove, ki je rekel, da je srečo visokega funkcionarja Bushove ambasade, ki mu je rekel, ne, glej, mi vas bombardiramo s tem. Jasno, vi ponorite, ampak še preden vi dobro ponorite, smo mi že drugje, mi usekamo že z drugo stvarjo in vi nas nikoli ne morete ujeti. Mi sprot spreminjamo realnost. Mi smo realnost, vi nas ne morete ujeti več. A se ti ne zdi, da so prav točno to počeli demokrati, recimo praktično ves čas, ko so bili na oblasti in so spreminjali in tle zakonodajo in se deje zdaj temu se lahko rečeš progresivizem, lahko kako drugače, ampak recimo ravno ta skrajnost, ki se je začela recimo okoli transgenderja, okoli teh zadev, okoli spolov, recimo okoli teh identitet, ne, se mi zdi, da je pa po drugi strani ta skrajnost, ki gre z druge strani, se pravi, mogoče to, kar ti praviš, ta fašizem, ne, je mogoče neka vračanje v normalnost, ne, ali mogoče ne. Ne, živimo v skrajnih časih, živimo v časih skrajnosti, pač bi rekel, vsi so skrajni. Sam to se proda, ne, v bistvu. Kot bi rekel Hitler, ne, bi rekel, če ne kričiš dost na glas, se te ne sliš, ne, rekel, in to bi rekel Trump, ne, z veseljem ponavlja, ne, danes, če nisi dost ekstremen, ne, se te ne sliši, ampak problem je v tem, zdaj si reče, ne, on to sam govori. Tudi za Hitlerja so govorili, on to sam govori. Trump, ne, a je kdo rekel, da je Trump Hitler? Ne, ni, ampak Trump morda še ni Hitler, ne vemo, da imamo priložnost, ne veš, kam bo šlo, a veš, kaj boš te, pazi. Trump govori, ampak recimo prej... Je pa res, da imamo en mandat izkušnje z njim, ne, in v prvem mandatu je izpadel dost, ko marsikaj govori, pa malo tega. Ja, ampak zdaj, ne, je prišel drugi mandat. Takrat on okrog sebe ni imel nič. On je bil nov človek, nov obraz, ampak dobesedno. Nov obraz brez infrastrukture. Nikoga ni bil del establishmenta. Ne. Zdaj je. On si je ustvaril zdaj dobesedno svojo vojsko, svoj entourage, ima svoje paravojaške milice, zdaj jih je spustil iz zapora. Mislim, če bi kdaj pomislil, oprosti, on je človek, ki je bil obsojen za spolno nasilje. Obsojen. On je človek, ki je, bi rekel, podžigal puč. On je puč podžigal. In zdaj je prišel in spustil, takoj pomilostil vse te, ki so jih zaprli za podžiganje, za puču, za napada na Kapitol. Oprosti, mislim, pred 10 leti bi bile ameriške ulice polne protestnikov.
ne samo ameriške ulice, tudi mislim, da kongres bi bil poln kongresnikov, tudi republikanskih, ki bi zahtevali odstop. To bi bilo Watergate, vseh Watergateov, hujše od Watergatea. Danes se nič ne zgodi. Hočete videti, kako se svet spreminja blazno hitro, kako se vse te stvari normalizirajo in kako je svet vedno bolj pripravljen za take, kot je Trump. In taki, kot je Trump, Trump zdaj vidi, on je videl, prve 4 leta je videl, kaj je vse mogoče narediti znotraj demokracije, kaj je mogoče, kako lahko zlahkati, v tem je trik. Dajmo preden gremo naprej, malo te inauguracije pogledati, komentirali bolj v detajle. Dajmo. Zlata doba Amerike se začenja sedaj. Izobraževalni sistem otroke uči, da naj se sramujejo sami sebe in da naj sovražijo našo državo, čeprav se tako trudimo, da bi jim omogočali ljubezen. Vse to se bo spremenilo, začenši danes, in spremenilo se bo zelo hitro. Ne bomo pozabili na našo državo, ne bomo pozabili na našo ustavo in ne bomo pozabili na našega Boga. In vojsko bom poslal na južno mejo, da odvrne to katastrofalno invazijo na našo državo. Amerika bo narod proizvodnje znova in imamo nekaj, česar nihče drug nima. Največje zaloge nafte in plina na zemlji in mi bomo to uporabili. Po letih ilegalnih in neustavnih pobud za omejevanje prostega izražanja bom podpisal tudi izvršni ukaz, da se ukine vsa vladna cenzura in da se vrne v Ameriko svoboda govora. Skovali bomo družbo, ki je barvno slepa in ki temelji na zaslugah. Od danes naprej bo to uradna politika vlade ZDA, da obstajata samo 2 spola, moški in ženski. Definirale nas ne bodo le vojne, v katerih zmagujemo, ampak tudi vojne, ki jih končamo, in morda vojne, v katere se sploh ne zapletemo. Smo največja civilizacija v zgodovini. Smo velik narod in zdaj bomo spet dosegli nove zmage in nove uspehe. Nič nas ne bo ustavilo. Naši otroci bodo zdravi, ZDA pa si bo spet lahko rekla, da je narod, ki raste, ki ima vse večje ozemlje, ki je vse bogatejša, ki s ponosom dviga svojo zastavo. To je naša usoda. Svojo zastavo bomo ponesli daleč med zvezde, šli bomo celo na planet Mars. Naša moč bo prinesla znova mir v svet, v katerem je polno nemira. Sam je bil Trump v Sloveniji najmanj 3-krat. Zdaj, Marcel, v inauguracijskem govoru se Trump predstavlja za mirovnika in, kot je rekel, povezovalca, namignuje celo na svojo... Lahko svinsko, lahko tako Hitler se je tudi predstavljal kot človek miru. Man of peace. Tako je namignil tudi na svojo vlogo pri Gazi, dan pred inauguracijo, tam prišlo do prekinitve ognja in tako naprej. Zdaj on napoveduje drill baby drill iz 2 vidikov, tudi to vrtanje nafte in tako naprej. Eno je seveda zagon ekonomije in tako naprej. Drugo, marsikdo vidi v tem tudi poskus, da zapre finančno pipo, s katero Putin financira to vojno v Ukrajini, napoveduje tudi neke sankcije in tako naprej. Zdaj, kaj, če si na koncu ta mandat vendarle zapomnimo po koncu 2 velikih vojn? A si bo potem Marcel Štefančič za vraga premislil o Donaldu Trumpu? Dajmo to malo razbiti. Amerika je zdaj za izolacionizem. Nočemo vojn, America first, to je slogan njegov, star fašističen slogan. Mislim, se vojna tudi za biznis niso bile Make America great again. Make America great again, naslednji drug fašističen slogan. On je pobral to vse pri teh, ampak dobesedno pri ameriških fašistih. To ni nujno, da pobereš ti pri Mussolini, tudi Amerika ima dolgo tradicijo fašizma. Ku Klux Klan je bil prvo fašistično gibanje v zgodovini. To treba na tem, da smo povedali. Amerika je
je za izolacionizem, proti vojni in tako naprej zdaj, ne, javno mnenje. Zdaj, Trump se tudi prodaja kot taki izolacionist. Zato, da bi izpadel dobro. Če bo treba, bo šel v vojno, da bi izpadel dobro, ker bo ocenil tako, da to hoče ljudstvo. Kot drugo. Ni pa še šel nikoli v vojno. A se vidva spomnita leta 80, oziroma konc 79, ko so v Iranu imeli revolucijo in so ugrabili ameriško ambasado in so ugrabili ogromno Američanov, ki so bili ugrabljeni. Ja, in potem je ta agonija trajala eno leto. Vmes so bile volitve, prihajale so volitve. In zdaj Reaganovi pomočniki, ne, iz ozadja, so se z Iranom zmenili, da talcev ne spustijo do volitev, do njegove inauguracije. In to so držali v zameno za potem bogate nagrade. In so te talce iranske, čudežno ameriške spustili 10 minut po inauguraciji njegovi. Zdaj, kdo pravi, da se ni Trump zmenil zelo podobno z Izraelci? Zelo verjetno, da se je. Ja, z Izraelci. Glejte, ko inauguracija, vi tle premirje sklenete. Trump, Putin, ti pa, ko imam jaz inauguracijo, ti takoj se javi in da si za pogovore, premirja in tako naprej, da se za pogajanja in tako naprej. In to se je zgodilo. Zdaj pogled pa ti realistično. Trump bo zdaj delal vse, da bo premirje, pa da bo tam premirje, da bo zgledal on kot ta, ki je dosegel premirje, da bo on tle, bi rekel, izpadel enak. Koliko časa, in bo tudi, bi rekel, jasno, potem bo obe strani bogato nagradil. Zdaj, kako bo nagradil Izraelce? Izraelci se bodo seveda zdaj udal taktično, po moje, za en čas. Ampak to je še vedno ekstremno desna vlada izraelska. Tam noter ima še zdaj ti Smotriča in tako naprej, te ortodokse, hardkorovce, ki hočejo kaj? Ki hočejo aneksijo desnega brega. Ki hočejo kaj? To, da Palestinci preprosto zginejo. Ki hočejo kaj? Da postane Izrael večji od samega sebe. Ki hočejo kaj? Obračunati z Iranom enkrat za zmeri in z vsemi Iranovimi temi sateliti. In Trump jim bo moral slejko prej to pustiti. Hkrati pa, rekel je to isti Trump, ki je zanč, ki je prišla beseda na Gazo, najprej pomislil, kako bilo to dobro, tam Trump letovišče. Že videl, letovišče, kako... No, ampak v resnici pri Bidenu ni bilo neke razlike, ne? Mislim, recimo, če gledamo tako, ne, v bistvu Biden je let pa pol gledal to, ne, ni se, zdaj pa... Ne, v tem je trik, ker zdaj, veš, a bo Trump rešil to situacijo. Če bi obstajal magični gumb, na katerega pritisneš, pa rešiš situacijo v Gazi oziroma v regiji, kot se reče, ne, potem bi Biden to že zdavnaj pritisnil, potem bi pritisnil, bi rekel, to Trump že v prvem mandatu, pa še predtem Barack Obama, pa Bush, pa ne, in tako naprej do prvega predsednika povojnega, ko je Izrael nastal. Ne. Ampak a ni to korak naprej, kar smo zdaj videli? Se pravi, se ti zdi korak nazaj, to premirje je korak nazaj ali korak naprej? Ne, to premirje je taktično, to premirje je pač, tle bo šle stvari naprej. Zamrznjena stvar. Je zamrznjena stvar, ker jaz ti prav, vlada izraelska je še vedno ekstremno desna. In tam veš tega Smotriča in tako naprej, ki, bi rekel, njihova osnovna ta življenjski moto je Hamas mora zginiti. Zdaj, v njihovih glavah je Hamas že vsak Palestinec. Kar pomeni, kaj nas tam čaka, ne vemo. Ampak na drugi strani pa Hamas, pravzaprav pa Izrael mora zginiti. Ne? Tle so si po svoje izjemno podobni. Ne? V tem kontekstu je Hamas glih tako terorističen, glih tako... Hočeš reči, da je Izrael terorističen? Ne pravim, da je terorističen. Hoče reči, da je Izrael terorističen? Ne pravim tega, ne, ampak hoče reči, da... Hamas, pravno so isti. Pa Hamas je terorističen, Izrael pa ni. Hoče reči, da ima Hamas celo v teh svojih temeljnih dokumentih, ne, v ciljih, edini cilj Hamasa je uničenje Izraela. Ja, točno. Ampak Izrael nima, ampak je pobil zdaj, ne, v kolikem času 45,000 ljudi, ne, Palestincev in po neuradnih podatkih še bistveno več, mislim, da 64,000, nekaj takega. Od tega, mislim, polovico otrok. Ne. Skratka, ampak... otroke pobijaš pa zakaj?
Zato, ker ti jih lahko tudi Hamas da zaživiš Ja, čist, ne, zato da ne zrastejo. Da ne zrastejo Palestince. Pol bi vrgali kaj več. Peter, ne, zato da otroke pobijajo, zato da ne. Oprosti, zakaj pobijaš tam, ko greš mafija, ne, na Siciliji, zakaj pobijajo da gremo tudi malo naprej. Jaz bi kle eno dimenzijo dodal. Neke usporednice, recimo v modus operandi, demokrati, republikanci, pa vse videl. Prej si govoril recimo o Trumpovih težavah s pravosodjem, res je bil obsojena, ampak Biden v zaključku, praktično v tekočih poslih, oprosti svojega sina obtožb, to je ena zadeva. Oprostil je celo svojo družino, oprostil je vse, ki bi jih lahko Trump preganjal, ker Trump natanko to počne. Ampak to opravičuje. Ampak tega demokrati ne počnejo. Tega demokrati druga stran ne počne. Tudi Golobova vlada tega ne počne, kar je Janša počel. Hočem ravno to reči. Tukaj se ne bova strinjala, zaradi tega, ker na eni strani imamo Janšo, recimo, ki se ne vem, kdaj je tisto sojenje ob torkih in sredah postavil pred celjsko sodišče in govori, da so slabši od mafije sodniki. In potem imamo Goloba, ki se postavil pred KPK in ne vem kje in reče, da je policija farsična in da je ovadba farsa. To je v bistvu ista plat, druga plat istega kovanca, po domač povedan. Ja, sam, da bi rekel, v Ameriki je to ta druga plat kovanca vendarle malo drugačna. Veš, bi rekel, Biden, to, da more predsednik, ki odhaja, zaradi tega, ki ga bo nasledil, oprostiti kompletno svojo familijo, pa ne samo to, kopico enih ljudi, ki jim Trump grozi, da jih bo dal internirati, da jih bo dal ubest, da jih bo dal ne vem kaj, ki jim je grozil med kampanjo z eksekucijo. A veš, bi rekel, tega vendarle na drugi strani ni. In tudi retorike in potez in rušenja demokracije. Ampak zgleda pa, če pa skupaj to pogledamo, zgleda pa kao ugrabitev največje demokracije na svetu, ker to zdaj v bistvu tako, govoriš, da dinastija Trump proti dinastiji Biden, v bistvu oni to lahko individualno šraufajo, kakor jim paše. Bideni niso nek dinastija. Tam so bili Kennedy so bili, ampak tudi Kennedy so zdaj na strani Trumpove dinastije. Tle pa imaš dinastijo in predvsem, prosti, tle orjaška razlika. Biden je bil vendarle, a veš, bi rekel, v primerjavi s Trumpi, mala riba. Poslovno, mala riba. Trump trži. On ima svojo digitalno valuto zdaj, ki je sicer totalni natek, ampak on prodaja svoje ure. Zdaj, ki govoriš poslovno o malih pa velikih ribah. On se prodaja. On se dobesedno okorišča. To je finančno okorišča s predsedniško funkcijo. To je nepredstavljivo. To je bilo še pred nekaj leti nepredstavljivo. Zdaj, takrat so sicer še protestirali proti temu, blazneli. A veš, bi rekel, je to bilo moteče. Zdaj to nikogar več ne moti. So to sprejeli kot nekaj normalnega, da predsednik prodaja svoje ure, zlate kovance, da ima svojo banko, s katero... Ampak mogoče to samo bolj transparentno, medtem ko je pa recimo Hunter Biden pa dobil tam v Ukrajini, bil v bordu Burisme, pa to. Ni tle, mislim, mogoče malo manj na očeh javnosti, ampak po drugi strani še nekako bolj koruptivno, ker kakšne so njegove kompetence, razen to, da je bil podpredsednikov sin in da je na ta način recimo prodajal mogoče nek ameriški vpliv. Ne primerjati Hunterja Bidena z Trumpom. Trump je predsednik Amerike, najmočnejši predsednik na svetu, najmočnejše države. Hunter Biden je bil mala riba. En izmed sinov, ki preko skuša profitirati, takih sinov je kolikor češ. Take sinove imaš v Sloveniji, take sinove imaš v Srbiji, take sinove imaš na Hrvaškem, da ne govorimo na Kitajskem, vse posod imaš take sinove. Vse posod imaš to. Jaz mislim zdaj, ko sta se oba dotaknila teh milijarderjev, da moramo mal na to scenografijo, ikonografijo te inauguracije. Mislim, da so možje, ki so stali tam tesno ob Trumpu, da so jim namerali okrog 900 milijard premoženja, tako nekako čez palc. Druga stvar so pa Slovenci na tej inauguraciji. Spremljali smo, tako kot si se ti obregnil v komentarju, v bistvu to prestižno bitko, kdo bo, kdo ne bo. Tukaj od enega mlajših poslancev SDS-a Poglajna, taka zelo smela izjava, da vabila na inauguracijo v bistvu kažejo, kaj šteje. Dajmo pogledati, če to izjavno.
pomeni predvsem to, da je konec socialnih eksperimentov, kot so volk ideologije, in da se Amerika vrača na pota stare slave, na pota zlate dobe, se pravi, Amerika bo od sedaj naprej bazirala na temu, na čemer je bila zgrajena, na ekonomiji, na tako imenovani ameriških sanjah. In mislim, da je to tudi nekaj, kar moramo zasledovati v Sloveniji. Na zadnje pa, da današnji dogodek, sama inauguracija prikazuje to, da v mednarodnih odnosih, v mednarodnih nekako odločitvah, sploh kar se veže na Združene države Amerike, v Sloveniji obstajata samo dva relevantna faktorja. To je Slovenska demokratska stranka ter močno gospodarstvo. No, Slovenska demokratska stranka in močno gospodarstvo. Ne? Pa ni tako Mussolini govoril. Pa smo na začetku. Ko je skušal, stranko spremeniti v korporacijo, v stranko, državo, korporacija, država, samo stranka pa korporacija. Ampak roko na srce si je Robi ful želel, ne? Fašisti in korporacija. Roko na srce si je Robi zelo želel biti v tej telovadenci noter, ne? Ja. Kdo je to sploh? Kdo je to? Kdo je to? Ampak vendarle se mi zdi zanimiva ta kombinacija. Ne? Se pravi, imeli smo, mislim, 3 poslance SDS-a, pomožnega škofa, par podjetnikov, ne? Recimo Ivo Boskarol, pa mislim, da še par podjetnikov, pa tale šefica Medikorja. Medka Zorcke rada Bavčarja pogleda, ne? Zdravstveno. No, glej. Nobenega z leve, recimo. Hujše, budi upa. To, kar smo videli tam, vendarle budi upanje, kaj? Upanje budi to, da tam ni bilo Dončiča, da ni bilo tam Kopitarja, da tam ni bilo res teh velikih Slovencev, no? Slavoja Žižka, ne? Skratka, teh velikih Slovencev tam ni bilo, ne? To zdaj, da vem, Trumpi pač vabijo, kar lahko dobijo in dobijo lahko samo to. Skratka, ravno obratno je, to kaže na to, da Trump vendarle ni tak frajer, no. Skratka, nima dostopa do... Se pravi, hočeš reči, da pravzaprav je izbor, ne kaže tega, kdo so pove vse o Trumpu, no. No, ta izbor pove vse o Trumpu, no. Ker recimo, mislim, po svoje so si želeli, ne, marsikdo si je želel, pa ni prišel, ne, zraven. To, da greš na inauguracijo človeka, ki je bil obsojen zaradi spolnega nasilja, ki o ženskah govori to, kar govori, ki govori o tujcih, vseh to, kar govori, ne samo o teh priseljencih, ki jih najbolj namara, ki govori o vseh to, kar govori, ki je, rekel, tako rekoč organiziral puč, s katerim je hotel zrušiti državo in ostati sam na oblasti. In če bi mu to uspel, bi, kot pravijo, ne, bi postal ameriški diktat, da greš na inauguracijo in se to tepeš, da bi šel, mislim, si tudi Golob je hotel na vsak način prijeti. Ja, to me zanima, ker smo lih pri Golobu. Kaj si recimo ti misliš o tistem posnetku, eni se zezajo, pravijo, da sta imela 27 sekund z njim na hodniku v Parizu, ne, ker sta pred Macronom ustavila Trumpa. To je res izpadalo tako, kot ena najstnica, ki se bori za podpis. Ja, sej sta dobila avtogram. Ampak ne, sta ga dobila sploh, ampak ja, jaz se predvsem spomnim časov, ko je Golob govoril, da so SDS fašisti, ne? In ko je govoril, da so na drugi strani fašisti, tam čez mejo, ne? Meloni in nova vlada, in da z njimi ni šale, mi primorski Slovenci, mi vemo, kakšni so. No, potem res ne greš na obisk, jaz mislim... Pa te ne skrbi to, mislim, zelo potem res ne greš se izogneš državnim obiskom. Zelo se mi zdi, da se na tej strani, zelo hitro se uporablja ta izraz fašist. Medtem ko, recimo... Zelo se mi zdi, da ti posod te... Redukcijo ad Hitlerov. Ti se mi zdi, da vlečeš vse vlečeš neke usporednice na Mussolinija, na fašizem, ne? Ampak recimo, čisto iskreno, jaz nisem zaznal tega na tak način. Vlečem jih zato, ker te usporednice dejansko obstajajo, in zato, ker je fašizem nekaj, kar se ni izčrpalo s Hitlerjem in Mussolinijem. Fašizma je bilo ogromno pred Hitlerjem in Mussolinijem in ga je bilo ogromno potem. Tako da fašizem ne pomeni holokaust, ne pomeni svastiko.
Ne pomeni Okay. svastike. Mene zanima še ena zadeva. Milijarderji. Ja, okej. Stave padajo, koliko časa Trump pa Musk zdržita skupaj, dva Ja. težka, nepredvidljiva, ekscentrična karakterja. Ne? Po drugi strani eno neskladje, jaz tukaj že vidim, to je kar malo čudaško. Ne? Trump zelo vrača Ameriko na te dizel, bencinske avtomobile. Ne? Ja. Musk je v bistvu globalno slaven ratov svojo Ja. Teslo, ki je električni avto. Kako gre to dvoje skupaj? To dvoje gre skupaj. Musk ima to, kar si Trump najbolj želi. X. On ima medij, orjaški medij ima. In zdaj tudi Trump nima nič proti, če bi Musk kupil še TikTok. Facebook ima Zuckerberg, ki je prav tako padel na kolena pred Trumpom. Ne? Bezos ima Amazon. Vemo tudi, da ki je tudi iskala- Zuckerbergu všeč Bezosova partnerka. po novem, pa ne. tudi vemo, da Amazon sam po sebi je tudi medij. Ne? Je tudi medij, Amazon je medij. Da to vsi pozabljajo. Skratka, ko zmeri govorijo, ne, da te, ki so bili, to, ki ti fašizem, pa to, vsi so imeli, traja že par leta debata, a je Trump fašist ali ne. In zdaj tisti zgodovinari, ki trdijo, da ni, ne, ponovadi vedno navajajo ne, kot kronski dokaz, da ni to, da nima monopola nad mediji. Tako da zdi se jim, bolj se jim zdi Madžar, ne, tamle fašiziran kot pa Trump, zato ker Trump nima monopola. Ampak Trump hoče natanko to. A bi rekel, Ampak kdo pa noče tega? Se pravzaprav vsak politik, se mi zdi, jaz mislim, da in levi in desni politiki grejo vsi v to smer, vsi imajo neke ambicije potem, da bi čim več medijev obvladovali. Ne vidim neke hude razlike med njimi, ne? V tem kontekstu. Ja, ampak bi rekel, eno je imeti medije, eno je imeti pa monopol nad mediji. Ne? In Trump je natanko človek, ki ima to, zdaj to ambicijo ima. In hočem ti reči, on ima to ambicijo. Zdaj, to ambicijo mu omogoča, most v te ambicije je on vid v Musku. Zato z Muskom ni nujno, da se bo tako hitro razšla. In to, da je on za elektriko, pa on za nafto, baby drill, ne, to se ne izključuje. Zato, ker pri Trump ni nek filozof, ni ideolog. Pri njemu ni ideologije, on je res onstran, pri njemu ni ideologije, on je samo retorika, sila in rekel, njemu je vse, on je trgovec. Kaj bo z uradom za racionalizacijo? Kaj bo po tvojem to na koncu? 2 trilijona bomo, 2 bilijona sta to, ne, 2 bilijona bomo vzeli. Zdaj že nista več 2 bilijona, zdaj je sam še biljon. Zdaj se govori že o 500 milijardah. Samo 500 milijardah se že govori zanč. Skratka, že znižujejo, zato ker bo se zgodil nekaj tazga, kot ko bodo začeli, bi rekel, množično deportirati. Mislim, zgledali bo grdo. Ko bodo, bi rekel, če bi za 2 bilijona zmanjšali budžet ameriški in bi rekel, vse te regulacije, da bi Ameriko deregulirali, tako kot bi rad, recimo, Musk, ne, ki bi rad na Mars, ne, z državnim denarjem. Vsi mislijo, da Musk to počne za svoj denar. Sej, ker ne gre na Mars, sej za svoj denar lahko počne, ne, on počne se to z ameriškim denarjem, počne z državnim denarjem. Vse tisto, kar počne pa, nekaj malega, kar počne pa s svojim denarjem, je pa z denarjem, ki ga dobi z izogibanjem davkom, s tem, kot bi rekel, Simič, optimiziranjem, davčnim optimiziranjem. Okay, mogoče prej gremo v Slovenijo, še ena stvar, ki je tudi po svoje povezava, ne, lahko bi rekli temu izgubljeno s prevodom. Ne. V Sloveniji sta 2 televiziji prenašali sam inauguracijski govor, ne, in kar ni ušlo, recimo, pozornim očem, ne, je en detajl pri prevajanju. Ne, obe televiziji sta imeli simultano prevajanje, pa se mi zdi ena taka zanimiva razlika, če si pogledamo mogoče isti izsek iz konca njegovega govora. Ne. Zgradili so visoke nebotičnike, avtoceste, zmagali so v 2 svetovnih vojnah, premagali fašizem in premagali čisto vsak izziv na svoji poti. Gradili nebotičnike, gradili avtoceste, premagali fašizem in komunizem v svetovnih vojnah in se uspešno spopadli čisto z vsakim izzivom, ki jim je prišel naproti. Kratka, na eni strani na RTV Slovenija prevod je izpadel nekje ta komunizem, ne, torej, da so premagali fašizem in komunizem. Ne, to je Trump povedal, ne, na Planetu so to prevedali v kompletu, na RTV pa nekako
izpadlo ven ta komunizem. Ne, še ena stvar mi je tudi, sem opazil, recimo, ko se Trump zahvali, ne, mislim, da nekje tam ko omeni, da ga je Bog rešil, ne, pri atentatu, ne, tudi ko reče hvala Bog, ne, mislim, da so tudi tam spregledali oziroma spustili. A je to načrtno, je to po nesreč, vidiš tem, recimo, je to slučaj, ali kako razumeti recimo to, da je tukaj, da so rekel, take besede izpadle ven iz prevoda. Ne, ni to prvič, recimo tudi pred leti, ko je bil Bill Clinton v Sloveniji, ki je rekel, Bog blagoslovi Slovenijo, so pozabili to prevesti. A tebi se zdi vsakič, ko so omenili fašizem, treba zraven komunizem omeniti, ali kaj? Mislim, ne nujno, čeprav v tem kontekstu je pasel zraven, ne? Ni. Mislim, pa predvsem Trump ga je omenil. Ne vem, zakaj bežijo pred tem, da prevajajo tako, kot je, ampak verjetno, bi rekel, imajo vsi težave s tem, da, bi rekel, fašizem omenjajo v isti sapi kot komunizem. Pa se ti ne zdi to problem? Mislim, se ti zdi to problem, kaj? Ne, jaz mislim, da je prevajalka, oziroma kdo je to že počel, ne, je bi rekel, avtomatično, ki je prevajal, je tudi že kritiziral Trumpa. Ker je treba poudarjati, stalno treba poudarjati, komunizem, fašizem ni ista stvar. Pa je zelo podobno. Mislim, izhaja iz bolj na istih, pač par detajlov so spremenili, ne, se mi zdi. Pač enkrat je razredni boj, enkrat je pač rasni boj, ampak... Fašizem je produkt, je projekt ekstremne desnice, skrajne desnice. Prve žrtve, ja, ampak to ni isto. Prve žrtve, bi rekel, ene izmed glavnih žrtev, ne, seveda jasno, nacizma, so bili prav komunisti. Ne, tako da, zdaj gremo v Slovenijo. Ko so šli zlomt, ne, ko so šli zlomt fašizem, ne, so morali, bi rekel, formirati atomsko koalicijo, da so ga lahko zlomili. In ko so ga zlomili, niso rekli nikoli več komunizem, ampak so rekli nikoli več fašizem po drugi svetovni vojni. Ampak ni to ravno problem, ne? Jaz mislim, da je v tem problem, ne? Po druge svetovne vojne konc, so rekli nikoli več fašizmu, nikoli več nacizmu. To je res, ampak se mi zdi žalostno, da pravzaprav, ker je komunizem bistveno več ljudi, bistveno več žrtev. Zdaj smo že globoko v Sloveniji. Evropa je izumila fašizem in izumila komunizem. Noben ga ne da. Zdaj smo že globoko v Sloveniji, ampak vseeno na misel, ki si jo ti vezal najprej na Ameriko. Skeptični moramo biti do vsakega predsednika, ki ga izvoli Amerika, še toliko bolj, ker ga izvoli dvopartijski sistem, to je tvoja misel. Ja, kjer je sam ena stranka več kot v totalitarizmu. Zdaj pa eno vprašanje, a se ti ne zdi, bolj, ker gremo, ne vem, od 2010 naprej do zdaj, da smo v Sloveniji tako potihem, ne, tako, kot si prej rekel, da se počasi vse postaja normalno, tudi v Sloveniji vzpostavili dvopartijski sistem. Misliš levi, desni? Mislim, Janša, anti-Janša. Seveda se je Slovenija, ampak zato, ker se je Slovenija tako politično polarizirala, zato, ker so sile polarizacije tako hude, je pa verjetno, da ravno, mislim, Janez Janša bil ta, ne, ki je največ prispeval k tej polarizaciji. Pa še en element, ker je najbolj militanten, najbolj agresiven in tako naprej. Pa še en element tega, ne, oba dva na svojem... Ker on obvlada to. Oba na svojem političnem polu, ne. Oba dva, ne, se pravi Golob in Janša, vsak na svojem političnem polu kažeta te tendence, da bi izpraznila. Golob bi požrl vse leve stranke, Janša bi požrl vse desne stranke. Golob in vsi ti novi obrazi, ki so bili, ne obvladajo polarizacije. Ne obvladajo polariziranja. Mislim, da ravno med Golobom in med drugimi novimi obrazi je treba kle razliko narediti. Janša je mojster tega. On to zna in on to izkorišča. On ima tudi kilometrino, on tudi ima čas, ne? Ampak ne vidiš pri obeh tega kanibalizma znotraj pola. Kanibalizem znotraj političnega pola je pa enak v bistvu. Oni pridejo, ti novi obrazi, nimajo časa se ukvarjati s tem, kar Janša počne. Oni se nimajo ukvarjati, oni itak pridejo, nič ne vejo, oni se morajo najprej obrniti, oni morajo najprej ugotoviti, kje so. In ko se končno obrnejo, je mandata konc. Itak se ponovno konča predčasno, nima niti časa. Janša je imel čas v vseh teh letih in on ima izdelano kompletno strategijo. A veš, na kaj jaz v bistvu referiram? Ne? Referiram na misel iz maja, 9. maj 2022, ko si imel tisto posebno oddajo, ne? Studio 9. maj. Takrat je Žižek v bistvu Goloba ocenil za nekakšnega levega Janšo in mu zaželel, da razvije svojo avtoritarno plat, ki jo čuti za njegovim nasmehom in besedami o povezovanju. To zdaj citiram. Ne? To bi Žižek rekel za vsadzga.
Zanima me tvoj pogled 2 leti pa pol kasneje, tako en generalni na Roberta Goloba, recimo. Tvoje zaupanje upravičil ali pa recimo ga je sploh imel, no? Ves čas govori tudi o 2 zaporednih mandatih, a po tvojem bo to imel ali ne bo imel? Ne? To vsi novi obrazi sanjajo o tem. Zato, ker imajo, veš, bi rekel, ko pridejo, ne, tako kot Trump prvi mandat, ne, ni imel svoje infrastrukture, noben ga ni poznal, vse je novo. Ne? In ti tudi, novi obrazi pridejo in je vse novo in nimajo časa in tako naprej. Vsi sanjajo o tem drugi mandat. Vsi tudi pri Golobu, drugi mandat, on je tudi drugi mandat. Vsi so imeli drugi mandat, ampak drugega mandata potem ni. Zdaj, ne bom rekel, da drugega mandata pri Golobu ne bo zaradi tega, ker ni k meni prišel nikoli. Ne bom rekel, da ga ne bo zato, ampak Goloba k meni ni bilo. In zdaj ti misliš, razen pred volitvami. Jaz pa gledaš, ti si rekel, seveda ga bomo imeli, ne? Zdaj ga pa nisi imel, ne? In ti misliš, da sem jaz nad tem. Da sem jaz, ne, Goloba pa ne bomo imeli. Ja. Ne, Goloba pa, lej mi je, ne. Moje urednici, predvsem Vesna, ko je bila, zdaj vam Špelo, je nova urednica po novem letu, ne, je eno leto se trudila, da bi Goloba pripeljali. Ga ni bilo. In kaj ni ti rečem? No, daj reč kaj, no? Kaj si misliš o tem, recimo? Jaz mislim, da boš rekel, bravo, s tem si vse povedal. Mislim, to, da ga ni, to, da se boji, ne, to, da se boji priti na nek pogovor, tak, ne. Barskaj povedal. Pa mi dva nismo bila zdaj neki tam skregana, pa tako naprej, ampak kljub temu, ne, to pove vse, na kako tankem ledu je, kako se boji, kako je, kakšen gard ima, kako prestrašen je, kako premalo ve. Mislim, da tudi ima prestrašene svetovalce, prestrašili so ga. Ne? Ja, prestrašen, mislim, zdaj pač, to so pač v hipu, ko postaneš politik in hodiš samo še v kontrolirano okolje, mislim, da se vse neha, ker to potegne vse za sabo. Mislim, ker potem se začneš obnašati po tistem najslabšem muštru slovenskega politika. Ja, ne, zdaj, del tega bi lahko rekel tudi mogoče obnašanje ministra za notranje zadeve, ne, Boštjana Poklukarja. Bila je interpelacija zdaj ta teden v torek, ne, preživel jo je, ampak brez glasov socialnih demokratov in levice. Res, da pač za uspeh interpelacije bi se mogli opredeliti za. Ne, oni so zdaj nekako se vzdržali, niso mu dali podpore, niso glasovali proti. Kako si ti videl to situacijo, oziroma kaj s tem kažejo? Da ni po eni strani, da nimajo jajc, da bi se postavili proti, ali da dajo neko sporočilo? Pogrešam malo makiavelizma pri tej Golobovi levici, ali kaj že je. Ne, tam. Mislim, če imaš tam, ti pridajo pa ti rečejo, ja, zdaj bomo pa mi tle škandal naredili, oziroma bomo cirkus delali zato, ker imaš ti noter šefa policije, ki ne ustreza pogojem, formalnim kriterijem, razpisnih pogojev, ker ne ustreza. Zdaj ga bomo mi njega, bomo ti interpelirati zato in tako naprej. Ti rečeš, pa kaj? Pa se ti ne zdi problem, da imamo šefa policije? Pa kaj, če bomo Janša jih imenoval takrat eni noči, čez noč, jih je imenoval vse šefe, vse direktorje policije, uprav policijskih je zamenjal in postavil ljudi, velika večina ni ustrezala pogojem verjetno, ne, takrat, ne, in so še vedno tam, mnogi so še vedno tam. In rekel, zdaj, on je tam, zdaj ti imaš pa tle nekoga in zakaj boš šel priznavati, da si naredil napako? Greš priznavati, da si delal napako, si narediš tle v takšni situaciji, to je politika. To je politika. To ni zdaj, bi rekel, pokobališče, na katerem se vsi objavamo in smo vsi prijatelji, zato ker je ta umrl in smo zdaj se vsi Ne, to je politika. In politika tako funkcionira. Zakaj bi priznal, da si naredil napako, ker boš imel zaradi tega dosti večje težave, kot če bi pustil unga tam, kjer je. Ne pozabite na, kaj je že ta, Gregor Golobič. Gregor Golobič, dobili so ga zato, ker ni povedal, ne vem, tam nekomu. Za ultro, ja. Ja, za ultro. Pa kaj? In on je pol, ja, no dobro, okej, sej. Ampak v hipu, ki je začel priznavati, sej res nisem povedal, ki je začel s tem, je odpadel iz politike. To je katastrofalno v Sloveniji. Če greš v politiko, moraš pristati na nek
kot tle, na neke rituale boš pristati. Ja, oprosti. Ampak pa se ti ne zdi tle dvolično, recimo, smisel, a bi ti pol enak razumel to tudi, recimo, Ja, kaj pa dvoličnost? ne vem, Vizjaka, ki je imel delnice Petrola, pa potem, recimo, Pač nisem tega povedal, pa kaj. Ne? ni problem to. Lej, lahko moraliziraš, Aha. ampak z njegovega vidika, on je politik. To Ampak je politika. ena moja Ker teza. Ti imaš tega, ki vem, da mi ga bo ta slejko prej omenila, ne? Ja, vem. Grem kar sam, veš koga. Damirja misliš? Ja. Črnčec. Ja, tako. Zdaj, seveda jasno, vsi bi se zgražali, vsi bi se tle moralizirali. Ne? On gre iz politike, gre v gospodarstvo. Ne? Oprosti. A se nismo hoteli Črnčeca znebiti? Ja, mislim, da je bila taka ideja. A se ga ja. nismo kot prvo, Da. a se ga nismo hoteli znebiti. Kot drugo. Sam mislim, da se ga s tem noben ni znebil. Ne? Ne, znebili smo se ga. A se ga nismo hoteli znebiti. Kot drugo, ja, šel je na SDH. Sveda, nekam je šel, ampak a ne počnejo tega vsi slovenski politiki, a ne počnejo to obe strani stalno filajo. Pogledajte na nekatera podjetja državna, ne, Itak. ki imajo, to je SD-ov hodnik, to je SDS-ov hodnik. Zakaj se že reče temu SDS-ov hodnik? Zato, ker so na tem hodniku zaposleni sami bivši SDS-ovci, ki so bili v politiki nekje noč, so pa tam. Zakaj se imenuje ta SD? Zato, ker so sami. To je to. No, to je politika. Klele si zdaj zelo dobro do ene moje teze prišel. In moja teza je naslednja. In tle moralizirati je. Ja, ampak Why? moja teza je naslednja. Govori zelo tako samoumevno, recimo vsaj, ko o glavnih antipodih govorimo, o Golobu pa o Janši, ne, kot Golob proti Janši, Janša proti Golobu. Ne dobiš nikdar občutka in mislim, da ta interpelacija v torek, mislim, da je bila tak tipičen primer vsaj zame, kako obe strani sodelujeta v bistvu dokaj spokojno in idilično, kadar jim to ustreza. In sicer kaj mislim, ne? SDS je recimo zelo očitno na to interpelacijo za glavnega govorca postavil svojega poslanca tretje lige, ne? Ni bil to eden od teh glavnih sokolov, če tako rečemo. Ne? Potem razpravo... Ne, On je bil v Ameriki. Razprava je bila za 2 uri skrajšana, jaz se na zadnje ne spal, 3 ure. celo, ne, dobro, 1 ura je bila zamude. Ne, jaz se ne spomnim na zadnje, kdaj je to opozicija sama sebi naredila. Ne? In v bistvu manjkala je več kot petina poslancev SDS-a z Janezom Janšo vred, bilo jih je mislim, da tam 19 24 noter. Ne? In zdaj, da še dodam malo, ne? Janša s srcem ni bil tam. Ne, točno to, ja. In skupni interesi, recimo, ne, tudi po informacijah Svobode in SDS-a konkretno pri policiji obstajajo. Ne. Eno je recimo, to celo v razpravi nekdo bleknil, mislim, da tako malo nekontrolirano, ne, VD generalnega direktorja, ki je zdaj postavljen, Petrič, ne, je prosperiral že pod prejšnjo Janševo vlado. Ne. Potem druga zadeva, Hojs, ne, kar naenkrat na X-u, od retoriko, ki jo ima običajno, preklop in popolnoma podpre vladni model nakupa teh helikopterjev policijskih za nujno medicinsko pomoč. In tretjič, ne, tam nek medij odpre zelo sramežljivo temo Janševega varnostnika, ki vpogleduje v kamero tožilki, ne, in nihče ne naredi zgodbe medijske iz tega. Ne. Kdo bo pa prodajal državi helikopterje? Ja, no, to je pa ta, ki si ga prej omenil zelo verjetno. Ne. Kaj gre zdaj na SDH. Mislim. Zato, rekel sem jaz proti tej veliki koaliciji. Ker, rekel, se v bistvu bi jo samo formalizirali, že obstaja. Sej to je zdaj vrak. Ampak to je edini način, da imamo sploh kakšen pregled še na tem, da imaš ti leve na levi, desne na desni. Razumeš? In zato rekel, bomo mi vladali, ker smo ne levi, ne desni. Čaki, ne. Dajmo imeti leve na levi, pa dajmo imeti desne na desni, zato da bodo levi kontrolirali desne in da bodo desni kontrolirali leve. Ne pa, da bodo vsi skupaj, ker potem vas nima kdo kontrolirati. Samo, a ni tle mogoče tako zanimiv, ne? Ker so medije uspeli spreti, medije so uspeli spolarizirati, ne? Te medije, ne pustimo zdaj te Janševe, tam rekel te glasila, pa tako naprej, tega ne štejem jaz tam. No, ampak zato, da bi to delovali, se morajo pol tudi levi in desni menjati, ne? Pa se mi zdi, da pri nas se zelo malo menjajo, pa ne? so težave, po drugi strani pa, ko pa pridejo desni... Na levi se kar menjajo. Ne, na levi se menjajo, ampak če hočeš, da ta sistem zavor in ravnovesje deluje, se morajo levi pa desni menjati. V Sloveniji je problem, ker ti nimaš tega kariernega, ker zanj sem na policiji bi morali imeti, a veš, to vsaka vlada imenuje svojega direktorja
generalnega direktora policije. Mi moramo imeti karierno, to in tako naprej, da človek pač, ki prije dokaj, potem postane karierno, dokaj pa postane pa direktor. Mislim, tle v Sloveniji pri politiki manjka tega. Mi nimamo karierno, politik postane vsak. In potem jasno so vsi, clueless, pojma nimajo. In rekel, ker smo prej že Ameriko, to komenjali, pa križalijo. Veš, v Ameriki začneš kariero v hišnem svetu, v šolskem svetu, ako to je položaj, na katerega kandidiraš. Te imaš Črnčeca, ki si ga že ravno prej omenil. Črnčec, ki ima sjajno kariero, lahko mu sam čestitamo, ampak on ni bil enkrat izvoljen. Ja, ampak zanimivo pri tem pa je, spet, če gremo na veliko koalicijo, da se malo pohed, zanimiv pa je, kdo je Črnčeca dal as a figure of speech v Varekino. On je prišel v levo omrežje z etiketo neonacista, danes bo to ugleden pomočnik direktorja uprave SDH v bistvu. Se pravi, v Varekino ga je dalo levo omrežje in ga opralo v bistvu. Opralnica. Je pa, ne pozabimo, kako je reševal Janeza Janšo iz zapora. Bil je vse posod, si ti pravim. No, menda ravno v tistem obdobju. Zakaj bi javkali, če smo se ga zveli? A si ti želiš, min grede. Spravili smo ga ven iz gospodarstva, zdaj kaj? Čeprav, če je to tisto pravo, paragospodarstvo. Upara. Zdaj, a si ga želimo tam? Uparili smo ga, a si ga želimo tam. Ne, vprašanje je, a si ga želiš ti njega a si ga želiš njega kot direktorja neke obveščevalne službe v Sloveniji? Ja, jaz ne, Sicer zelo pa v gospodarstvu ta varnostna stvari preverjajo. Ker smo Slovenci, ti uživamo v tem politika manjšega zla. Tako so nas navadili. Politika manjšega zla. Mogoče še to, zdaj te dni se nekako kažejo prvi obrisi nekega povezovanja na desni. Se pravi, NSI, SLS imajo čez par dni nek sestank, kjer bojo razmišljali o tem, Tonin je že jasno nakazal, da bi rad tudi morda, da se obstaja še Tonin, kje pa je? V to konstelacijo pridružča še recimo Logar in Lotrič. Bi lahko recimo z nekim resnim takim povezovanjem na desni recimo postavili alternativo Janezu Janši na desnem polu? A bodo imeli zadost? To je ključno vprašanje. Brez Janeza Janše mislim, da ne morajo nič. Na koncu bo zgodil, na koncu bo Janez Janša zgodil. Mislim, tako, ko se zmeri, Janez Janša pač ima podjetje svoje in ne bo spustil ga. Mislim, on je preveč investiral v to, da bo zdaj pustil nekomu drugemu, da bo da bo desnico odperil. Ima tudi Robert Golob star solar. Na levi bodo odhajali, on ostaja. On ostaja in on je tudi, veš, bi rekel, na desni on neko jamstvo, veš, bi rekel, za to, da to preživi, ideja in ne vem kaj. No, ampak kaj recimo, če grejo potem še čez pol iskati, recimo, partnerje? Na levo, ne? Matjažu Hanu. Primer. Matjažu Hanu bodo povedali, da ne. No, to smo že povedali. Matjaž Han, on je pač populist, ki mu bogato obrodi. Mimo grede, ko lih o tem, kaj so povedali Matjažu Hanu, menda ta afera, ki je zdaj aktualna, Spirit, pa nedvomno, noter so strankarski obrazi SD-ja, ki jim je obetali se 30 milijonov evrov, ampak konstrukcija afere pa menda iz dveh polov. Eno je notranji SD, tisti del, ki je volil za Brgleza na kongresu, in drugi del, ki je Damir, maščevanje za poklukarja in podobno. Skratka, je sploh Matjaž Han samoumevno vodja na naslednjih volitvah SD-ja? Ja, vprašanje, kaj bo vprašanje. Mislim, se pravim, da je pa tako, se na volitve nikomor, ki pride, ne mudi, po moje. Tudi Janezu Janši, ker Janez Janša bo po projekcijah, sondažah Mediane, se mu obeta bistveno manj sedežev, kot je dobil. Stavimo torej na redne volitve. Ker mu bo Logar vendarle odpeljal ogromno, tudi NSI-ju se ne mudi na volitve, čeprav Vrtovec in tako naprej kažejo vtis, ko da hoče na volitve danes, ampak se pravzaprav nikomor ne mudi in mislim, da bi še najbolj pasal vsem, da bi Golob postal, da bi bil diktator, da bi vmes postal diktator in bi rekel, ne, ostal bom jaz in bo ostal tako, kot je še naslednja 4 leta, tako da vsi ostali. Ali da bi se tudi on v paradržavno gospodarstvo vrnil nazaj, v bistvu, Mogoče bi navrgel glede Damirja, ki smo ga imeli nekaj časa v obdelavi, še eno misel, Zdaj off the record se govori, da je ta SDH neka umestna postaja in da je končna destinacija uprava Petrola,
kjer pa ne bosta pa zastrigla z ušesi, je v bistvu projekt prestrukturiranja GEN-I skupaj s Petrolom. Ne. To je pa pol že direktno s predsednikom vlade povezano spet. Ne. Wow. Wow. Ampak je to teorija zarote? Ne, to je teorija, to je zarota. To je teorija, ki jo leva omrežja v bistvu ponujajo kot razlago trenutnih dogodkov. Ja. Brez besed. Ne, jem tako rekel, lahko da bo še hujš. Vedno lahko še hujš. Lahko da bo še hujš. Zato, ker zdaj se zdi, zakaj? Ko ti govorimo o tej, kako se vse normalizira, kako se postaja blazno, je to, ne? Ja, veš, do takrat, ne, zdaj se zdi to noben grozno. Več ne vedel tega, ne? To, do takrat, ne, bo to nekaj normalnega. Kar na nobeno pazi. Nišče se ozrl ne bo, ne, takrat, ne. Gremo še malo zmehčati ta pogovor za konc. Dajmo zaključiti, ne, počas. Morda še to, ne, kot filmski kritik, ne. Kateri film bo zmagal? Emilija Perez. Emilija Perez, zakaj? Ker bo to protestni glas, to bo tisti anti-Trump, zato ker je to pač film o gangsterju, ki spremeni spol, ne? Oziroma ga reafirmira, ne? In je to, bi rekel, neka taka himna transpolnosti in bi rekel drugačnosti, sprejemanju transpolnosti in tako naprej. In je to v času, ko Trump počne ravno obratno, ravno nasprotno, ne? Bo to glas proti Trumpu, ne? Bo to protest proti Trumpu, da bo zmagal na volitvah, ne, teh, bi rekel, oskarjevskih, hollywoodskih volitvah, da bo zmagal film Emilija Perez, 100%. Zdaj, Marcel, še malo intime za konc, seveda ne preveč, ne. Bil si 37 let v zakonu, ne. Ja, nisem bil nikoli poročen, ampak je bilo, kot da bi bil. Okay. Ja, je bilo, kot da bi bil. Zadnja leta si pa v eni simpatični, srečni zvezi, ne, z sicer hčerko znanega pesnika Borisa A. Novaka, z Ivano Novak. Bil. Končana. Kaj je zate? Omenil si, da je bilo to romantično. Kaj je v bistvu za Marcela Štefančiča romantika v praksi? So to filmi, je to glasba, je to kaj čist redga? To je to, da vse tisto, kar vidiš v filmih, tisto, kar je lepega v film, tisto, zaradi česar filme gledaš, tisto, zaradi česar poezijo bereš, tisto, zaradi česar romane bereš, da se ti to potem tudi zares zgodi, da to lahko sam počneš. To je ljubezen, to je romantika. In to se mi je zgodilo. 3 leta se mi je dogajalo skoraj, zdaj pa se ne dogaja več. Ne bo potem to ena taka lepa misel za konc. Hvala ti za ta obisk in za izčrpne komentarje. Imeli smo dinamično. Dinamično, ja. To je res. Hvala vam, seveda, jasno. Tako, dragi gledalci, drage gledalke, še naprej nas komentirajte na vseh naših družbenih omrežjih, na Instagramu, TikToku. Bližamo se številki 1000 tudi na TikToku, tako da se obetajo kakšni live, mogoče Marcel naslednjič kar live epizoda. Jaz sem tle. Vsekakor, ne. Jaz sem tle, čeprav smo hitro nehali. Kakšen podcast je, ki ne traja 3 ure? Kakšen podcast je, ki ne traja 3 ure? Kakšen podcast je, ki ne traja 3 ure? Pa tudi kakšen podcast je, kjer voditelja ne molčita 5 minut? Kakšen podcast je, kjer voditelja skačete v besedo? Ker imate voditelja kaj zaprašati? Se morate voditelja kaj vprašati. To bo razumela kot kompliment. Ne, to morate v reklamo dati, v glas. Tam je gospodična za social. Sem dal dobro istočno, sem dal. Super, ha? Evo, tako da, zdaj pa sam še za naprej, dajte se naročiti, da ne zamudite prihodnjih oddaj, mi pa se znova vračamo prihodnji teden z redno epizodo tedenskega safarija. Pa ne pozabite v ponedeljek zvečer ob 9. To pa tudi.